You want to go sideways some more? Yeah. Okay. Ja bi bil po parih dneh že malo čas, da se jaz kaj javim, pa povem, kaj počnem, a? Prehudo. Taki sunki vetra so, da sem šel raje v avto. Mogoče se bom pa še kaj pogumil pa ven stopil. No, ampak ni važno. Hotel sem povedati to. V sredo ob 6 zvečer, ko sem zaključil na avtosalonu v Ženevi, sem se usedel v avto in počasi odpravil proti domu. Ko sem se usedel v avto, mi je navigacija napisala, da bom v Ljubljani glih mal pred 3. uro zjutraj. V glavnem, long story short, mene je vmes tam nekje pri Milanu zmanjkalo, sem mogel pospati 2-3 ure v avtu, pa sem šel naprej, tako da sem v Ljubljano prišel tam blizu 6. zjutraj. Pa sem šel še za 2 uri spat v Lukovci, pa sem se usedel v avto, sem šel domov, vzel tam malo in prišel tukaj na avstrijsko smučišče, mislim, da se imenuje Vajne Ebene, ali nekaj tacga. V glavnem, urco 20 iz Maribora ven. A veš, je bilo tako, da sem Avi obljubil, da bom letos prvič na smučke postavil in ker do zdaj ni bilo neke pametne priložnosti, sem mogel izkoristiti to in pridati sem, ker je moj brat tukaj z ženo pa s hčerkama, pa smo se malo podružili po 100 letih, pa ta mala je dejansko na smučke stopila, jaz sem bil tako ponosen. Ker jaz drugače ne znam smučati, veš, to je zame big deal. Pa ta glavna stvar, sladko kisle za CX-3. Ajde, dajmo začeti. Hotel sem povedati, da ta avto recimo prav z tega kota zgleda neverjetno napadalno, tak je ves. Moje mnenje je tako, da CX-3, ki nastopa v zelo popularnem segmentu, kjer se vsi še posebej trudijo z atraktivnostjo, no ja, izstopa in to je pač preprosto težko narediti. Veš kva, jaz grem nazaj noter. Kar se pa videza kabine tiče, kaj pa jaz vem, preprosto, pa hkrati tudi estetsko, tako, pač meni je tukaj noter všeč, ne vem, če je pa vam, pa dajte sami povedati, ne? Druga sladka je pa definitivno primerjava s konkurenco in to je lani tudi dokazal, ko smo ga primerjali še z 10 tekmeci v tem segmentu. Brez zamere, sem jaz več kot 7 sekund v kosu zunaj zdržim. Hotel sem povedati, da se je ta avto v primerjavi s tekmeci zelo dobro odrezal in se na koncu uvrstil na 3. mesto. Ta prva je bila Škoda Yeti, ta drugi je bil Peugeot 2008, ta tretja pa Mazda, pa mislim, da je bilo zelo malo razlike med drugim pa tretjim. In glede na to, da je bil test res odlično izpeljan, se je res dobro pokazal, kaj so največje prednosti tega avta v primerjavi z drugimi. Blestel je namreč pri voznih lastnostih, do teh še pridemo. Blestel je tudi pri varnosti, mislim, da je bil tam daleč spredaj, pa konec koncev je blestel tudi pri nedoločnikih. Kva so pa nedoločniki? Pri nedoločnikih je pa med drugim pomemben tudi tisti faktor X. Kako se ti pri avtu počutiš? A ti je res kul, a ti ni kul, a ti je zanimiv? Tiste stvari, ki jih mogoče niti ne moreš zapisati ali pa zmeriti. Se bom za 4. rundo. Nehi piha. Tretja sladka je pa udobje. Jaz sem se s tem avtom peljal v Ženevo in nazaj. Avto je dolg 4,3 metra. Vse skapnačka ni skupaj. Veš, koliko je majhen. Pa vseeno, ko sem prišel na cilj, ali v Ženevo, ali pa domov, sem se počutil odlično. To je pa zato, ker je položaj za volanom za začetek odličen, ergonomsko vse štima, pa tudi udobje je na zelo visoki ravni. Četrta sladka je pa pogonski sklop. Tale avto poganja 1,6 litrski dizelski motor s 104 konji, združen je s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom in pa 4-kolesnim pogonom. Zdaj razganja ga ne ravno od moči, ne? Ampak tja do 100 km/h je pa avto kar živahen. Na avtocesti je te živahnosti manj oziroma je praktično ni. Ampak če si sam, če nimaš nabutanega avta s 5 ljudmi, pa nimaš veliko prtljage, pa če se ti predvsem nikamor ne mudi, je to tudi čisto dovoljšna zaloga moči. Kar se pa porabe tiče, poraba je bila 6,2 litrska na avtocesti. Če se boste več zadrževali v mestu, bi utegnila ta zrast na 6,3, mogoče 6,4 ali pa 6,5, ampak glede na to, kaj ti ta avto, kar se voznih lastnosti, pa predvsem pogona ponuja, je to sprejemljiv podatek. Zdaj pa gremo ta peto sladko, a povem še 3 kisle. Ta prvo namenjam avtomatski nastavitvi klimatske naprave. Moram reči, da to ni en tak velik problem, ampak pismo parkrat se je zgodilo, da je zračen tok motil ali mene, ki mi je tukaj blizu obraza pihal ali pa sopotnika. Druga kisla je pa dostopnost ISOFIX sidrišč tukaj v drugi vrsti. Spet ni katastrofalno slaba, ampak pismo malo lažje dostopna bi pa lahko bila. Tretja kisla pa kar prostorno spredlažna. Jaz vem, da piše v tehničnih podatkih, da ga ima za 350 litrov, ne? Ampak v praksi je pa tako, da je ta kufer preprosto je tak. Malo skromno odmerjen. Ok, končno čas za tisto stvar, ki je pri tem avtu meni najbolj všeč in to so seveda, kaj pa drugega, vozna lastnosti. Veš, superiornost na tem področju v primerjavi s tekmeci je CX-3 pokazala že na tistem velikem primerjalnem testu, ne? Ampak jaz sem vsakič, ko se vanjo usedem, pa zdaj mislim, da sem jih peljal že 5-6, res navdušen nad tem, kar avto ponuja. Zna biti zabavna, zna biti športna, zna biti igriva, ob vsem tem pa niti malo ne špara tudi pri udobju.
Dvakrat mi je pa zelo prav prišel tudi štirikolesen pogon. Enkrat zato, ker sem ga dejansko rabil in sem se zaradi njega tudi veliko bolj varno počutil. To je bilo takrat, ko sem se uspenil v Alpe, ko sem šel čez predor Mont Blanc, takrat je nametal enega snega in vsi ostali so zelo tako hecen gor peljali, jaz sem bil pa precej suveren. Ta drugič mi je pa zelo prav prišel danes. Sicer ga nisem neki ful rabil, ampak tukaj je neko tako položno parkirišče, polno snega, pa je to dober, pa predvsem varen kraj, da če ni nobenega okrog, seveda, da preizkusiš zmogljivosti tega pogona. Jaz sem za vse skupaj en tak dosti preprost test, pohodno sklopko, damo prvo prestavo, naberem malo več plina, kakor bi ga sicer rabil, spustim sklopko in vidim, koliko hitro pride do oprijema. In tukaj, spodaj je led, pa strjen sneg, pa avto res odlično potegne, brez kakršnega koli zamujanja. Tako da Mazda, vozne lastnosti, thumbs up. In to je bilo to, kar se tiče sladko-kislih za Mazdo od vseh strip. Zdaj sem imel včas že malo mudi proti Mariboru, pol pa proti Ljubljani. Veš kaj je ful smešen, ker sem tam Mari razlagal, da se pa zdaj mi da malo sideways pelava, pa ona čez kakšno minuto reče še upsides. You wanna go sideways some more? Yeah. Okay. Zdaj pa preden se spustimo v dolino, bom pokazal eno zelo zanimivo prikolico. Vidiš, takole na zunaj ne zgleda nič posebnega, zgleda, da je noter mogoče kakšna pošiljka sadja, ampak ni tako. Iz ene take dosti zanesljive informacije sem namreč zvedel, da se v tej prikolici noter testira en avtomobil, preden bo šel v serijsko proizvodnjo, testirajo pa cold start in sicer na višini 1600 metrov pri zelo nizkih temperaturah. In te so natančno minus 30 stopinj Celzija, tukaj znotraj. V bistvu sem tudi zvedel, za katero znamko gre, ampak je bilo off the record in sem obljubil, da ne bom povedal. Malo se dene black and white, ker sem mi povedal, da je to desni avto in da je to kamuflažna barva in zdaj se mi že dene 10 minut black and white. Evo, jaz sem te malo odložil pred babici, zdaj sem pa že na poti proti Ljubljani, kjer bom vrnil tole Mazdo in prevzel en drug avto. Evo ga, lega, dvojka Active Tourer, pa ta je ki gre malo tudi na elektriko. Zadnje čase kar dosti na elektriko, komotor minuti, ja? Pa lahko so punce pri BMW pozorne. Spet so mi dali noter njihov sedežek. M&M oziroma Manja in Maja, hvala. Zdaj bom pokazal pa še enega možakarja, ki mu je pa ime Gašper. Pizda, nimam. Pa glih ruzak sem vendal. V glavnem Gašper je pa avtomobilski novinar za spletni portal automobilizem.com in le kjer avto on zdaj vozi. Evo, zdaj moram pa hitro štacuniti, zato ker Gašper zdaj ravno kar lovi ta najlepši del zlate ure, ki fotka tegale Volvota, pa mu manjkata 2 bateriji. Točen poznam ta feeling, stari, loviš cajt, končno si na pravi lokaciji, prava svetloba, poti pa ena taka bedna stvar zmanjka. Pač vsakmu se kdaj zgodi, da ti svali baterija, da spominsko kartico doma pozabiš, a karkoli podobnega. Dobar dan. I got the stuff. Mim grede, ka Gašper takole malo flash držim, zakaj se pa še jaz nisem zmenil za test tega avta? Sandra, če vam to bo prav, pa določite en termin, da si za.